Put your hands down! Put your hands up, play! It's amazing, I'm the reason everybody fired up this evening. I'm exhausted, barely breathing. 3, 2, 1, Slovenija je evropski prvak! Slovenija je najboljša v Evropi! Slovenija je pokorila košarkarsko Evropo! Vse velikane evropske košarke! So amazing. Ali imajo pronasto medaljo, bomo izvedeli čez 7 sekund. Bravo, Slovenija! Žoga sicer za Hrvate, ni časa! Bravo! Slovenija ima bron! I'm a problem that I never Tako je, tu je sedaj Ačimović, strel proti praznim vratom i gol! Ačimović, 2-1! To je sredina igrišča, Mile Ačimović! To je izjemno dobitak Ačimovića! Sredina igrišča je premagala! so amazing. Vrcišča skakalnice, kako daleč, bo poletel blizu svetovnega rekorda! Ali je to nov svetovni rekord Petra Prelca in zmaga? Mislim, da se bo dogodilo tisto, o čemer smo sanjali toliko časa, 250 metrov! Nov svetovni rekord Petra Prelca! So amazing, it's amazing. Živijo, Blaž, si še živ? Dobro jutro, Matej, sem. Si pripravljen za delo? Je bilo dovolj kave ali morda še kakšna skodelica, preden začneva? Ne, super, sem naspidiran, tako da čim prej, da začneva. Ne pijem kave redno in ko spijem tako 2 ali 3 šalice, mislim, da bom sedaj zmogel dovolj energije, da skupaj spraviva tale podcast. Ne bova o tem, kako in kaj sva midva, ker seveda najne poslušalce zanima samo eno. Luka Dončić in Dallas, Luka Dončić in Dirk Nowitzki, konec koncev naslednjo sezono še skupaj. Dirk Nowitzki, ki je, mislim, da tukaj ni potrebna kakšna dolga debata, zagotovo brez dvoma najboljši Evropejec v NBA-ju vseh časov in mislim, da tudi najboljši evropski igralec vseh časov, da lahko to, glede na njegove dosežke v NBA, vsekakor trdimo, če se ne strinjate, nam lahko morda pustite kakšen komentar in poveste, zakaj. Ja, ampak preden začneva, bi jaz rad samo vse najne poslušalce povabil, da se naročijo na najn YouTube kanal in všečkajo tale video posnetek, zato da bova nekoliko bolj dosegljiva tudi ostalim poslušalcev in pa seveda s tem nama pomagate pri nadaljnem delu in pa seveda, če je le možno, tudi tisti, ki ne jo poslušate preko SoundClouda ali iTunesom, da storite enako. Super, Blaž, da si še tole na hitro omenil in spomnil najne poslušalce, ampak kar veselo na delo. Dirk Nowitzki, najboljši igralec, najboljši evropski igralec vseh časov, se strinjaš ali misliš, da ja, se kar kakšen drug? Mislim, da glede na njegove uspehe, ne samo uspehe v NBA ligi, kjer sodi med, recimo temu, mislim, da 30-terico najboljših igralcev vseh časov, morda 25-terico, glede na njegove scoring rekorde, njegove točkovne rekorde, zbirke povsod se uvršča, sedaj po 20 letih kariere že izjemno visoko med prvo 10-terico. Ni dvoma, gre za legendo brez primere in gre za odličnega mentorja, za Luko, za morda bodočo legendo, ki bo ravno to žezlo, ta naziv najboljšega evropskega igralca prevzel iz rok Nowitzkega, ki se bo naslednjo sezono upokojil, tako je že nekako posredno nakazal in napovedal, da po naslednji sezoni, 21. sezoni, se bo upokojil, ampak naslednjo sezono bo Luka imel še odlično priložnost, da se uči od največjega evropskega igralca vseh časov, da ne bo spet se spravljal v to debato, ampak začniva na tej točki, recimo, Blaž, tvoj prvi vtisi, Luka v Dallasu. Ja, jaz v bistvu že, mislim, da 1-2 podcasta nazaj, ko sva prvič posnela nekaj na temo drafta in sva tam že debatirala, bo Luka prvi pik, ne bo, sem jaz dejal, da če bi že moral zbirati med prvimi 5 izbori, ki so bili možni, se pravi med prvimi 5 ekipami, ki so dobile te najviše izbore in drafta, sem že jaz takrat dejal, da bi bil verjetno Dallas za njega najbolj primeren. Prvo kot prvo je to zelo dobra, urejena franšiza, vemo, da Phoenix, Sacramento, tudi Atlanta je tako, kar se tiče organizacije, zelo zmešani in tako naprej. Zanimivo je bilo recimo, da so nekateri dobro obveščeni viri pred dnevi poročali, Jonathan Givony, ki ponavadi pravilno napove vrstni red in tudi tokrat je prvih 5 pikov pravilno napovedal, nisva gledala še za naprej,
ampak je poročal, da dobre ekipe obožujejo Dončića, slabe ga pa sovražijo. Prav to besedo je uporabil. Good teams love Dončić, bad teams hate him. Tako da Dallas je edina izmed teh 5, mislim, da tudi precej boljša in stabilna franšiza kot Memphis, ki je tudi v zelo negotovi situaciji. Ja, in tudi ima tukaj, kot si že omenil, Novickega kot odličnega mentorja in odličen lastnik. In na koncu pridemo še do trenerja, ki je po lestvicah mnogih top 1, top 2, top 3 trener v ligi. Ponavadi se omenjata kot Carlisle pa Popovič, ta 1 in 2, sedaj bi jaz dodal tukaj zraven še Stevensa iz Bostona. Zagotovo strinjam se, to je v tem trenutku trojica najboljših trenerjev lige. Ja, in to bo za Luko dobro, čeprav po drugi strani je pa Carlisle znan po tem, da ima rad vajeti igre v svojih rokah, da on kliče akcije, on naroča svojim organizatorjem, kaj morajo igrati, kako morajo igrati. Tako da to bo nekoliko spremembe glede na Real, kajti tam je imel Luka proste roke in je lahko počel narekovaj, kar se mu je zahotelo, tukaj pa sedaj bo tega verjetno manj. Spomnimo se par let nazaj, recimo Rajon Rondo je prišel ravno v konflikt z Carlisleom zaradi tega, ker ni odigral tiste akcije, ki jo je Carlisle želel. Strinjam se, Carlisle je zelo strog trener in to so bile tudi prve reakcije nekaterih poznavalcev lige in situacije v ligi, ki so dejali, ja, Luka Dončić vsekakor ne bo Carlisle nežen s tabo. Gre za zelo strogega trenerja, ki seveda svoje igralce kar pošteno nahruli, če ne igrajo točno tako, kot si on zastavi. In ja, te free-wheeling offense, te prosto leteče read and react napada, recimo, ki ga je igral v Realu pogosto, recimo, kjer mu je Laso pustil, še posebej v tej sezoni, izjemno veliko svobode v igri, tako velike svobode zagotovo ne bo imel, to je brez dvoma. Ja, ampak po drugi strani pa lahko za svojim košarkarskim IQ-em in svojimi sposobnostmi nekoliko dvigne to, recimo temu letvico, koliko mu bo Carlisle pustil. Kajti Dirk Nowitzki je imel tudi kar nekaj svobode v igri in ravno zaradi te njegove briljantnosti in mislim, da če bo Luka... No, svobode... Vrna rekovaj. On igra drugačen položaj, on ni bil playmaker in to je tista... Ja, največja razlika. Mislim, da bo svojo briljantnost Luka lahko še nekoliko dvignil to mejo, do kje mu bo Carlisle dovolil, da dejansko počne, kar mu paše na parketu. Mislim, da nikoli ne bo mogel početi, kar mu paše. Čisto 100% ne, ampak lahko pa bo verjetno mu večkrat toleriral kakšen magic moment, bomo rekli. Tako, če se bo dokazal Luka in zagotovo, če bo napredoval in igral po željah trenerja, Dallas je, mislim, da tista najbolj pomembna stvar je urejena in tisto, kar so že omenila, resna franšiza, ne samo lastnik, tudi generalni direktor Donnie Nelson je tam že 20 let in več, sin legendarnega Dona Nelsona, ki je pa to funkcijo, prav tako kot trenersko funkcijo upravlja pri Dallas Mavericksih. Gre za franšizo, ki je izjemno dobro seznanjena z evropskimi igralci. Donnie Nelson je recimo eden izmed ustanovnih članov Litvanske košarkarske zveze. V Litvi je pustil izjemno globok pečat, bil je tudi trener košarkarske reprezentance. Tako da vsekakor gre za zelo stabilno franšizo in mislim, da bo to pomembno pri prehodu Lukata iz Reala, iz izjemno stabilne in urejene franšize v neko drugo okolje, ker tako kot sva dejala, na prvih mestih Phoenix, potem Sacramento, potem Atlanta, Memphis, še posebej prve 3 franšize Phoenix, Sacramento in Atlanta veljajo za prave zmede, kar se tiče organizacije, kar se tiče njihovih potez v zadnjih letih. Cela vrsta bolj ali manj neumnih, več ali manj slabih potez. Nerazumnih potez, pravzaprav govorimo pri teh franšizah samo o tem, o slabih in še slabših potezah, z redko kakšno dobro stvarjo. Recimo v Sacramentu ena dobra menjava je bil Bogdanović, ki so ga pripeljali v Sacramento lansko sezono, ampak pripeljali so ga pa ravno na račun slabe poteze Phoenixa, ki je pa prepustil in Bogdanovića, namreč Phoenix si ga je lastil in so nazaj v zameno za Bogdanovića pripeljali oziroma izbrali na draftu Chrisa in Benderja, 2 vsaj zaenkrat kaže potencialna basta. In predvsem Chris, ki so ga dobili zaradi te menjave, je zaenkrat res niti približno ni upravičil kakšnih resnih načrtov, ampak to je le en tak mikro primer
podobnih potez je bilo še ogromno, recimo Phoenix, pa če že omenjam dobro stvar, eno izmed redkih dobrih stvari, Bogdanović v Sacramentu, pa recimo izbor Bookerja na draftu nekaj let nazaj s 13 pikom, čeprav vsi so predvidevali, da bo Booker izbran s 13 pikom, zato ni bilo potrebno nič briljance. Briljanca je bila potrebna recimo takrat, ko so izbrali Alexa Lena z 4 pikom, še en bust. Ali pa ko so izbrali Benderja, recimo 2 sezoni nazaj, imeli so top 5 pike, ki so jih zapravili. Ja, in ravno zaradi tega so na prvem mestu, kot smo tudi predvidevali, izbrali Aytona, sigurno zaradi tega, kajti bila je ogromna medijska kampanja blatenja Dončića in pač poveličevanja Aytona in verjetno, če bi se odločili, da bi izbrali kogarkoli drugega kot Aytona, bi verjetno prišli vsi prebivalci Arizone z vilami, baklami in še bog veš čim pred pisarne vodstva. Kar malce komično je že vse skupaj izpadlo, ko sem jaz recimo gledal njihove televizijske oddaje, pogledal kakšno oddajo, ali pa poslušal popularne radijske oddaje, kjer so pač debatirali v zboru o pikih, je vse skupaj že malce smešno izpadlo. Povabili so celo vrsto gostov, recimo, in ki so vsi govorili, kako briljanten je Ayton in kako za nič in nepreverjen igralec je Dončić. Potem pa recimo, ko se je slučajno od časa do časa pojavil kakšen gost, ki je omenil, da je Dončić vendarle v Evropi dosegal ogromno, so ponovadi tega gosta hitro spljuvali, da nima pojma o košarki. Kot sem dejal, že malce komično je vse skupaj izpadlo, kako so v medijih recimo hajpali, dvigovali Aytona in na drugi strani podcenjevali Dončića in seveda celotna javnost je potem v vseh anketah bila, recimo odstotki mnenjski so bili 95 za Aytona, 3% za Dončića, pa 2% za nekoga drugega. No, in da nadaljujem sedaj, na drugem mestu je Sacramento potem izbral Bagleyja in v depresijo poslal cel kup navijačev, nekoliko so si ogledala odzive njihove na Redditu, Twitterju in tako naprej, vsi po vrsti zahtevajo glavo divca, enostavno jim ni jasno, zakaj ni izbral Luke Dončića, vsi so močno navijali zanj. Največ lajkov na forumih imajo ravno tredi z naslovom Odpustite divca, hočemo divčevo glavo in podobni. Dejansko in razlog, zakaj naj ne bi izbrali Luke Dončića, je v tem, da že imajo organizatorji igre Foxa in zaradi tega so potem rekli, da bodo njemu zaupali vajeti igre in zato ne potrebujejo Luko in so izbrali Bagleyja. Ampak zanimivo, da se Dallas tega ni ustrašil, o tem bo kasneje govorila, ampak tudi oni imajo že organizatorja, ki so ga izbrali na lanskem draftu, zelo podobnega organizatorja kot Fox, tako da, ampak vprosti, nadaljuj za. Ja, potem pa pridemo na tretje mesto in tukaj se lahko nekoliko dotaknemo sedaj tega trada. Atlanta je potem to tretje mesto zamenjala s 5, ga dala Dallasu v zameno še za en zaščiten pik od 1 do 5 mesta na naslednjem naboru in Atlanta je v bistvu potem izbrala Treja Younga. Na 4. mestu pa je Memphis izbral Jacksona in sedaj, ko so obdelali teh prvih 5 pikov, se lahko dotakneva te menjave. Ja, prvih 5 je bil potem Trae Young. Ja, ti si že malce orisal situacijo, zaščiten pik, kaj je Dallas poslal, zato da je dobil Dončića. Dončić je na koncu bil 3. pik tega drafta, ampak tehnično, mislim, v vsakem primeru, de jure, de facto, tehnično, pravno, formalno, bla, 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 je bil on 3. pik. Ampak dejansko Atlanta bi lahko izbrala Dončića, pa ga niso. Odločili so se zamenjati za Treja Younga in to je bila zame, ja, morda celo največje presenečenje drafta. Da je bil Trae Young tako visoko izbran, pravzaprav so ga izbrali kot 3., ampak ravno zaradi tega, ker bi bili mnogi presenečeni, tako kot sem bil jaz presenečen, da so ga izbrali tako visoko, ko izbereš slabšega igralca, nižje rangiranega igralca, tako visoko, ponavadi je dobro, da zraven dobiš, oziroma če zamenjaš za nižji pik, je ponavadi dobro, da zraven še kaj dobiš in Dallas jim je poslal, tako kot si ti rekel, zaščiten pik 1 do 5 naslednjo sezono. Ja, in 1 do 5, ta pik je kar visoka cena, kar pa tudi kaže na to, da si ga je Dallas resnično želel in to nas lahko veseli dejansko, kajti to pomeni, da ga vidijo kot tudi Carlisle je potem dal izjavo za medije in dejal, da ga vidijo kot košček v njihovem mozaiku, da... No, precej več kot samo košček v mozaiku, pravzaprav je dejal, da je foundational franchise player, kar je eden izmed igralcev, okoli katerih nameravajo graditi ekipo.
Tako in to nas lahko veseli, kajti to pomeni, da zaupajo van, da mu bodo dali priložnosti, da se ne bodo ustrašili prve, recimo temu slabše tekme in ga posadili na klop ali kakšne takšne zveri in da bo dobil dovolj priložnosti in dovolj zaupanja strani trenerja, vodstva in vseh, da se bo lahko razvil v to, kar vsi upamo in predvsem tudi v Dallasu sedaj upajo, da bo postal. Ja, v Dallasu so bili kar navdušeni, ko sva gledala posnetke spremljanja drafta v živo. So tam množica skandirala Luka in kot kaže je bila v vsakem primeru, če bi ga Phoenix izbral, ne bi bili tako navdušeni, tako kot si ti dejal, z vilami in bakljami. Še bog večjim buzdovani. Tako da, glede na vso to, kar sva povedala, glede na to medijsko gonjo, ki je bila v Phoenixu in ja, bomo videli, kako se jim bo obrestovala ta izbira. Kot sem dejal že prej, zanimivo je bilo, da je Givoni poročal, da ga dobre ekipe obožujejo, slabe pa sovražijo in Phoenix, Sacramento, tudi Atlanta, ki ima izjemno bizarno lastniško strukturo. Dva lastnika se izmenjujeta na nekaj let. Nekaj let en lastnik vodi franšizo, nekaj let potem drug lastnik vodi franšizo. V vsakem primeru bi se za trenutek zaustavil še pri tem, namreč Phoenix, Sacramento, Atlanta, Memphis, tudi Memphis ni potem na koncu, Memphis bi lahko dal podobno ponudbo kot Dallas, recimo. Lahko bi dal celo zaradi tega, ker je na 4. mestu morda celo malce cenejšo ponudbo, recimo temu, malce boljšo zaščito na recimo tem piku, ki bi ga oni poslali, ampak se niso odločili. Tako da Dallas je bila tista franšiza, ki je očitno verjela v Dončića, ki verjame v Dončića, ampak 4 franšize so pa prepričane oziroma verjamejo, da bodo drugi igralci boljši kot prvo. In kot drugo ne verjamejo, da je Dončić franchise foundational piece, kot je recimo rekel trener Carlisle, torej eden izmed igralcev, okoli katerega lahko gradiš ekipo. Ja, tudi jaz sem bil presenečen nad Youngom, sicer on je bil statistični lider v točkah in pa v podajah v NCAA ligi in v bistvu gre recimo po tipu igralca, gre za 180 cm visokega Luko Dončića z boljšim metom za 3 in precej slabšo obrambo in pa glede na to, da je obramba bila nekaj... A istim playmakingom, boljšim, slabšim playmakingom? Podobnim playmakingom. Jaz mislim, da precej, da je Luka v pick and rollu zaradi svoje višine tudi maestro v primerjavi z... Recimo, ona dva sta za moje pojme na tem draftu dva najboljša playmakerja. Ja, dobra poanta. Iz tega vidika sem mislil podoben playmaking. Sta dva najboljša playmakerja na tem draftu, ampak kar hočem povedati je, Luki veliko krat očitajo, da je slab v obrambi in potem pogledamo Treja Younga, ki je pa še slabši od njega. In samo 180 cm visok, mini, mali, mecen. In je bil izbran pred Luko in tukaj bi lahko odprla čisto novo debato o tem, zakaj so evropski košarkarji še vedno tako zelo podcenjeni. To je več kot očitno ta draft potrdil. Zato rabiva, mislim, da 3-urni podcast in tale ne bo niti približno dovolj dolg. Drži in verjetno bo kaj več o tem spregovorila v kakšnem od prihodnih podcastov, ampak dejansko ta draft pa je potrdil, če Luka ni vreden prvega izbora. Kdaj pa bo kakšen zunanji igralec iz Evrope sploh vreden? Morda tako leta 2018 sem mislil, da dejansko nekateri predsodki, ki smo jih lahko slišali v tem pre-draft procesu, v celotni tej od tam žrebanja vrstnega reda izborov naprej, ko se začenjajo tudi manipulacije in spletke moštva, se pozicionirajo, lansirajo lažne informacije, da bi kakšnemu igralcu zbila ceno, kakšnemu drugega igralca želijo hajpati. Recimo Boston je lansko sezono izpeljal maestralno potezo s tem, ko je zamenjal njihov prvi izbor nadol, za Tatuma, dobil najboljšega igralca na draftu, poleg Mitchella in zraven še visoki izbor. Letos visoki izbor naslednjo sezono, recimo Sacramento pik naslednjo sezono pripada Bostonu. In eden izmed navijačev Bostona je rekel, super, Sacramento ni draftal Dončića, naslednjo sezono bodo za nič, dobili bomo visok pik. Ja, ampak dobro, mi smo vsi optimistični glede Luke, ampak še vedno potrebno je dati čas, lahko da bo imel prvo sezono težave, ne vemo. NBA liga je povsem nov svet in... Nekaj časa bo zagotovo potreboval, da se prilagodi. Ja, in midva mogoče tukaj na trenutke delujeva celo preoptimistično, treba mu bo dati čas, nikoli ne vemo, kaj se bo zgodilo in predvsem kakva bo vloga v tej ekipi, kajti ko sva gledala roster ekipe od Dallasa,
in sva debatirala o tem, kakšna bo vloga Luke. Ja, sestava ekipe ne ustreza ravno najbolje Dončiću, tako da bo zanimivo videti, kaj bo Dallas naredil in predvsem Dallasu v tem trenutku manjka visok igralec, zraven pa imajo veliko igralcev, ki zelo radi zadržujejo žogo, ravno tako kot Luka Dončić. Ja, torej potem se kar počasi prestavijo že na to vlogo v ekipi, vlogo znotraj moštva. Ena izmed prvih stvari, ki pada v oči, je to, da Dallas pravzaprav ima 3, 4, morda 5 igralcev, ki jih bodo zadržali, ki bodo recimo v tej ekipi predvidoma tudi čez 3 ali 4 leta. Pravzaprav sem bil še preveč optimističen s tem, ko sem dejal 4 ali 5. Igralci, okoli katerih, tako imenovani foundational pieces, okoli katerih želijo graditi to moštvo, so recimo, oziroma okoli katerih bo saj zgrajena prva verzija tega moštva, recimo nekega moštva, ki naj bi se čez 3, 4, 5 let zopet borilo za najvišja mesta, so recimo Harrison Barnes, Dennis Smith Jr. in sedaj še Luka Dončić. Pravzaprav težko bi rekli, recimo, da poleg teh treh, pa tudi recimo Harrison Barnes je že neko dodatno vprašanje, ni recimo povsem zagotovljeno, da bo on ostal v ekipi. Tako da v bistvu to je ekipa, ki se šele kali, ki šele nastaja. Dennis Smith Jr., ti si že malce nakazal, ta organizator, ki red zadržuje žogo. On je njihov lanski izbor na draftu, tudi lanski finalist, oziroma letošnji finalist tekmovanja v zabijanju. Izjemno atletski organizator, nižje velikosti tam, sicer uradno je tam nekje 1,90 m, 91, ampak tisti, ki so ga videli v živo, mu stali iz oči pravijo, da je bliže nekje 87, 86, ampak izjemno atletski igralec, ne ravno najboljši strelec za 3 točke, ki je lansko leto, to je pa zdaj tista stvar, res žogo zadrževal, med drugi je imel žogo v posesti daleč največ. Ja, recimo, če dam samo za primerjavo, žogo je imel v svoji posesti 2% igralnega časa manj kot LeBron James. Ja, ne igralnega časa, ampak njegov usage rate je bil, torej delež porabljenih napadalnih akcij, je bil le za 2% nižji od LeBronovega. Med prvo deseterico igralcev res ogromen usage rate, ogromno akcij v napadu je porabil, žoga je bila več ali manj ves čas pri njemu, tudi zaradi tega, ker brez žoge ni najbolj uporaben, nima najboljših backdoor cutting instinktov, torej utekanje za hrbtom, tukaj nima najboljših instinktov, kljub temu, da že spet je izjemno atletski igralec, ni najboljši strelec, kot sem že dejal. Mislim, da samo okoli 30% trojke. 31. Nekaj takega, ja. In to je bilo še morda 2 ali 3% več, kot sem jaz recimo pričakoval, vsaj tako kot sem gledal kakšno tekmo, nimaš občutka, recimo, da ga obrambni igralci pokrivajo, puščajo ga samega na trojki, ravno zaradi tega, ker ogromno zgreši vsake toliko časa, kaj zadane, ker ga, kot sem dejal, samega puščajo. Ampak to je tisti problem, namreč, če ga puščajo samega, seveda pomeni, da pomagajo obrambi na drugih igralcih in to pomeni tudi manj prostora za Luko Dončića. In tudi Harrison Barnes, to je recimo ta trojica. Wesley Matthews ima za naslednjo sezono še 18 milijonov pogodbo in on je to sezono igral na položaju 2 največ časa. Barnes na položaju 3, nekaj malega časa na položaju 4, Dennis Smith Jr. na položaju 1. To so bili zunanji položaji, trojica, ki je zapolnila zunanje položaje in ja, ali bo zdaj eden od te trojice izpadel? Verjetno, če bo kdo, je to verjetno Wesley Matthews, ki pa ima, kot sem dejal, za naslednjo sezono 18 milijonov pogodbe, vsekakor kar visoka pogodba za to, da bi sedel na klopi. Tako da sama sestava Harrison Barnes ima še 2 sezoni pogodbe, 25 milijonov na leto. Dobro, želel sem na hitro pogledati, ampak mi ni bilo treba. Ja, imam v glavi. Ja, in meni se ne zdi, da bosta ona dva sedela, tako ali tako se pričakuje, da od začetka bo Luka v igro prihajal s klopi. Misliš, da se to pričakuje? Jaz mislim, da ja. In vsaj na začetku sezone sem skoraj da prepričan, potem pa mislim, da bi se znalo zgoditi, da bo tega Smitha Juniorja, da bo njega izrinil ven iz peterke. Jaz pa močno dvomim, mislim, da bo prvi poizkus Dallasa, da vidijo, kako Dennis Smith Jr., DSJ, DSJ, za nadaljne reference, in Dončić, kako igrata skupaj. Kakšen potencial imata takrat, ko sta skupaj na parketu, ker DSJ je bil njihov lanski visoki izbor, Dončić je še višji izbor letos.
Ja, je pa nekaj, kar je treba tudi poudariti, da Carlisle kot trener ima zelo rad sistem z več ballhandlerji. Se pravi, da več igralcev, različnih igralcev vodi žogo. Ne? In ona dva bi znala, zato bo sigurno poskušal z obema. Moderne ekipe nasploh potrebujejo več ballhandlerjev. Poglejmo, konec koncev, poglejmo Golden State Warriors, najboljšo ekipo sedanjega časa. Zaradi tega so tako uspešni, ker si uspešno delijo žogo in ker imajo vedno na parketu ne samo 3, pogosto 4 ali pa celo 5 igralcev, ki lahko recimo odigrajo na položaju 1. Njihov center je pogosto tudi njihov playmaker. In ja, zagotovo 2 ballhandlerja, 2 organizatorja, playmakerja, 2 igralca ali pa 3, seveda ne škodijo ekipi. Ampak ravno problem je, oziroma prednost Golden State je to, da lahko vsi igrajo tudi brez žoge. Tukaj pa imamo, zdaj pridemo do te dileme, DSJ ne zna igrati brez žoge, še ne zna, recimo. V končni fazi tudi Luka Dončić ni najboljši brez žoge. Je pa precej boljši. Precej boljši, ampak tako bom rekel, če Luki vzame žogo, da mora večino časa igrati brez žoge, ne bo dosegel enakega potencijala, kot če mu da žoga v roko. To je kot pribito, on bo bistveno slabši igralec brez žoge, kot pa igralec žoga. Če kot en tak mikroprimer tega, kar si dejal, vzamem recimo samo, če se ne motim, 3. tekma španskega finala, ko je recimo v prvem polčasu igral ves čas poleg Campaca in Jula, igral na 2 in 3, bil več ali manj povsem neviden. 3. četrtino je začel na položaju organizatorja, poleg Kozerja, potem je pa namesto Kozerja vstopil Carroll. Torej 2 klasični, bolj klasični, Kozer malce več obvladuje žogo, ampak bolj klasični 2. In to je bila četrtina, v kateri je Luka zablestel in takrat prispeval levi delež svojih 20 točk, 9 skokov in ne vem koliko podaj je še imel tisto tekmo, ampak vsekakor on je maestro, on je Mozart v pick and rollu. Resnično, tako kot on vidi parket in seveda višina, ki mu omogoča, da vidi parket in vidi čez obrambo, je tisto, kar nima noben, nihče drug, nihče v Evropi ni imel to sezono. In ja, žogo je mojster. Brez žoge, če malce nadgradim tisto, kar si ti prej dejal, recimo, žogo kot playmaker, kot primarni ballhandler, jaz mislim, da lahko on postane večkratni All-Star, da lahko postane All-NBA, morda nekoč celo prva ekipa, kar je tista najtežje pri individualnih nagradah, poleg seveda MVP naziva, je prva ekipa All-NBA najbolj cenjeno. Ampak brez žoge pa mislim, da je največji doseg, domet Luke, ja, ne bi si upal trditi, da je precej več kot recimo malce nadpovprečen starter v dobri ekipi. Govorim samo kot klasično krilo, kot klasični small forward, ki igra brez žoge, ki uteka za hrbtom, ki spot-up trojke meče, ki mimo blokov tudi recimo steče in ustvari kakšno priložnost za met. Tako. Ja, in zato bo zanimivo videti, kako bodo to situacijo rešili v Dallasu. Vsekakor bodo morali povsem spremeniti igro Dennis Smitha Jr. Morda je imel toliko žogo, to sem jaz tako mimogrede pomislil, tudi zaradi tega, ker so tankali. In so mu rekli, igrej mali, igrej, kakor ti srce pušča. Tudi Carlisle, to ko sva govorila, strog trener, zahteva, da se igra tako, kot on hoče. Jaz sem bil prav presenečen, ko sem gledal kakšne tekme, koliko svobode je pravzaprav puščal. In kako proste roke mu je puščal v napadu. To recimo, ko so delala primerjavo za Luko, kako je igral v Realu lansko sezono in naslednjo sezono, kako bo igral v Dallasu in so dejala, da ne bo mogel igrati isto. DSJ je igral približno isto, kot je Dončić igral v Realu. Mislim, hočem reči, tako svobodo je imel. Tudi Harrison Barnes. Barnes je bil free agent, ki so mu dali izjemno visoko pogodbo in recimo glede na to, kar je pokazal, precej previsoko. Speljali so ga, ne speljali, vendar kot je bil prosti agent, prosti igralec po tisti osvojitvi naslova z Golden State Warriorsi. So mu dali 25 milijonov, potem pa so za isti denar Golden State Warriorsi pripeljali Duranta, ampak to je dober upgrade, ampak po drugi strani pa ta ekipa je v formiranju, to sva že omenila in oni ne bodo hiteli, iskali bodo prave
koščke za ta šampionski mozaik, ki definitivno ga želijo zgraditi. To je franšiza, ki ima ambicije in zato so tudi vzeli Luko Dončića in predvsem jih sedaj čaka zanimivo poletje, poletna tržnica, iskali bodo visokega igralca, nekaj se omenja, da bi znali iti po DeAndreja Jordana, ki mu poteče pogodba z Clippersi. Bili so zainteresirani, tako mimo grede za najne poslušalce in seveda slovenske ljubitelje NBA košarke, dobro znanega Hasana Whitesida. Ko je bil Hasan Whiteside 2 leti nazaj prost igralec, tako kot DeAndre Jordan 3 leta nazaj, so 2 leti nazaj poskušali z max pogodbo, najvišjo možno pogodbo, ki so jo potem hiti dali Whitesideu, so jo oni želeli dati njemu in tudi na podlagi te ponudbe je potem seveda Miami moral izenačiti, ni imel druge možnosti, kot je dal. In DeAndre Jordan, ja, Hasan Whiteside pa upam, da so ozdraveli, upam, da jih je ta bolezen preživela, ker namreč Hasan Whiteside je eden izmed najbolj frustrirajočih igralcev. In, ja, pa da ne bova zdaj se res dotikala Whiteside, ampak pri Whitesideu takrat, ne, ampak tako bom rekel, takrat pri Whitesideu, takrat, ko je podpisoval pogodbo, takrat je deloval drugačen igralec, kot je pa sedaj pa predvsem njegova glava največji problem. Se strinjam, ja, takrat je igral drugačen, tudi Miami je igral malce drugačen in tak Whiteside, ki v obrambi predstavlja strah in trepet pod obročem in ki morda lahko celo kdaj prevzame kakšnega nižjega igralca na zunanjih položajih in na drugi strani v napadu koristno pospravlja v koš, recimo odbitke, kakšen pick and roll z njim odigraš. Tak Whiteside je zelo koristen, ampak Whiteside, ki ga pa zdaj gledamo, ki pa zadnjo sezono gledamo, je pa Whiteside, ki pa želi, da mu žogo spuščaš na post in da bo on s hrbtom igral lepo hrbtna tehnika, ki je pa nima, da bo on svoje horake metal, svoje hookšote, ki se skoraj vedno odbijajo izven obroča, ali pa recimo želi celo žogo na zunanjih položajih za kakšne mete, ampak ja, da ne bova se zgubila. DeAndre Jordan. Ja, in predstavljaj si pick and roll, Luka Dončić, DeAndre Jordan, alley-oop pod strop in potem... Sanska naveza, meni potencialno, če bi jim to res uspelo, no ja, tudi kakšen Clint Capela, recimo, take vrste centri, Clint Capela, DeAndre Jordan, torej pick and roll centri, ki pospravijo v koš lobe, ki pospravijo v koš alley-oope, ki igrajo dobro obrambo, seveda tisto, kar sem dejal, lahko prevzame tudi kakšne niže in potem še par strelcev. In ravno to je tisto, kar manjka Dallasu, nimajo ravno kakšnih ostrostrelcev, izrazitih ostrostrelcev na zunanjih položajih in tako kot center, tudi to je ena izmed stvari, ki jim za moderno košarko še manjkajo. Namreč sedaj imam občutek, da bo Luka imel kar gnečo, ne tako veliko kot v Evropi, ker seveda ni 3 sekund, v NBA bo imel večji parket, 3 sekunde bodo, imel bo malce več prostora, ampak na drugi strani pa, če ni nobenih ostrostrelcev, ki ti odprejo ta prostor, bomo videli, kako bo vse skupaj izpadlo, ampak tisto, kar si ti nakazal, poletni načrti Dallasa, njihove poletne poteze, to, kar bodo povlekli sedaj, je tisto, kar bo seveda tudi definiralo v mnogočem naslednjo sezono in zelo slabo bo, če bodo oni obdržali pik, ker to bi pomenilo, da so zopet izbirajo na enem izmed prvih 5 mest in so bili po vsej verjetnosti eno izmed 3, 4, 5 najslabših moštev lige. Zato bi seveda bilo najbolje, da bo ta pik čim bolj visok. Recimo, idealno bi bilo seveda, da ne bi bil v loteriji, torej na prvih 14 mestih in to bo na nek način tudi merilo uspeha oziroma primernosti poteze, čeprav playoff na zahodu je izjemno težko. Tako da, če bo recimo 12, 13 pik, mislim, da bo to že na nek način uspeh. To pomeni, da recimo so bili 18. najboljša ekipa lige, da bodo na zahodu recimo za mesto 2, 3, če za 2 mesti na zahodu zgrešijo playoff, bo to uspeh za to ekipo. Glede na to, kako se gradi, čeprav seveda že spet, če pripeljejo kakšnega max free agenta, veliko neznanke še, zagotovo bo o Dallasu govorila še ogromno čez poletje, posnela na to temo še nekaj podcastov, ampak za prvi vtis neka mešana košara, vsekakor mislim, da so vam povedala vse dobre stvari na eni strani, seveda urejena franšiza in na drugi strani potencialne težave s postavo, recimo kako se bojo s trenerjem, ampak mislim, da večina slovenskih ljubiteljev košarke tudi zaradi te naveze, ki sem jo omenil posebno na začetku, Dirk Nowitzki in Luka Dončić, ja
Nekako se zdi, usojeno je, no, v Zvezdah je, nekako zgodba je nekako filmsko pripravljena iz roke enega. Če tako malo pomisliš, Luka Dončić, kako gre njegova zgodba, dejansko gre tako zelo filmsko, neverjetno. Ok, že Wonderboy pri 16, potem pri 17 že redno igra v rotaciji v Realu, potem pri 18 dobi tisto glavno, dejansko vse pade na njegova ramena, poškoduje se Ljul, ne da mu privoščim poškodbo, ampak ravno ta poškodba je omogočila, da je imel takšno sezono, kot jo je imel, zato ker je imel več žogo pri sebi, predtem seveda postaje evropski prvak in bil izbran v najboljšo peterko evropskega prvenstva. Na koncu potem MVP rednega dela Eurolige, MVP finala, MVP rednega dela španskega prvenstva in potem ga je dejansko na koncu še izbrala franšiza, ki dejansko verjame vanj, ki želi graditi okoli njega in prišel je v okolje, ki mu bo omogočalo, da se razvije v to, kar pač je njegov potencial. Dirk Nowitzki prve 2-3 sezone je imel ogromne težave. Vsak, ki je gledal takrat Košarko, ve, da on ni bil Dirk Nowitzki od samega začetka. Je potreboval leta, da se je razvil. Tudi v prve sezone so ga kar grdo zlorabljali ameriški nasprotniki na njegovem položaju v obrambi in ja, tudi v napadu seveda. Ampak s časom, in seveda to je tisto, kar si dejal, oni mu bodo dali čas, da se razvije. Za razliko od kakšnih franšiz, ki bile morda malce manj potrpežljive, čeprav s 3. izborom drafta vendarle tako visokemu izboru daš čas. Ja, ampak preden zaključiva ta podcast, je še ena stvar, ki jo morava omeniti in to je, da bo moral Luka do začetka naslednje sezone precej dvigniti fizično pripravo. Mislim, da njega sedaj čaka garaško poletje, mislim, da tudi v klubu sedaj bo spoznal vse in mu bo sigurno bodo naredili vse žive atletske teste, vse žive možne teste, ni da ni in mu bodo žive in mrtve in mu bo predpisali osebnega trenerja in striktno dieto in tako naprej. In mislim, da bo on prvi pokazatelj, mislim, da bo prva tekma nove sezone, ko ga bomo videli, kakšen bo. Če bo prva pripravljalna tekma. Takrat bomo videli njegovo fiziko, kakšen je. Načeloma mislim, da do takrat bo precej bolj izklesan, precej manj bo tega baby fata, kot temu rečejo, kot rečejo to Američani. Mislim, da bo precej več mišične mase nabil in mislim, da tudi to potrebuje. Mislim, da recimo dodatnih kilogramov zagotovo ne potrebuje, ampak predvsem tale baby fat je treba v mišice spremeniti. Tako in mislim, da bo garal celotno poletje in mislim, da ga bo morda bi bilo dobro, da bi celo zgubil kakšen kilogram zaradi hitrosti, zaradi tega, ker bo igral več minut, več bo mogel preteči, ampak na drugi strani ne sme pa nič moči izgubiti. In povsem se strinjam. To si odlično dejal na prvi tekmi, oziroma ko ga bomo prvič videli po končanem poletju, če ne bomo opazili znatne fizične razlike v njegovi konstituciji, v recimo mišični masi, bom že rahlo zaskrbljen. Pričakujem res, da bomo videli fizično, ker v 3 mesecih trdega kondicijskega treninga, delanja z utežmi in seveda pravilno prehrano in prehranskimi dodatki na drugi strani Atlantika je malce več dovoljeno kot na tej strani Atlantika. Ja, pričakujem, da bo Luka deloval precej drugačen, morda samo za konec, če Blaž reprezentanca igra že naslednji teden, za zadnjo stvar. Misliš, da je kakšna možnost, da Luka pride in odigra še eno tekmo, ker namreč po tej tekmi v nadaljevanju kvalifikacij seveda vemo, ne bo moral igrati, ker bo igral v NBA. To so te absurdi, o katerih sva že govorila v preteklih podcastih, ki si jih lahko poslušate, ampak ne verjamem, da bo prišel. Ne verjamem. Verjamem, da ima veliko željo, da pride še zadnjič zaigrati za reprezentanco, ker v končni fazi, če se sedaj ne uvrstimo na svetovno prvenstvo, potem reprezentance ne bo videl časa. In je so morda njegove zadnje tekme za precej dolgo obdobje in vse bo odvisno od kluba. Čisto, bodimo realni, klub bo tisti, ki bo odločal. Čeprav se to uradno ne sme početi, bo klub odločil, ali bo smel priti na... Ena stvar, ki bi jo jaz tukaj posebej poudaril za konec, ker Cuban je znan, bom kar tako rekel, FIBA hater, olimpijske igre hater. Njegove izjave so šle celo tako daleč, da je bil kaznovan in to strani NBA za izjave, ki jih je dal zoper FIBO in zoper olimpijske igre. On je rekel, da če bi njega vprašali, nikoli
ne bi pustil igralce, da igrajo za reprezentance. On je dejal že, da je to največja neumnost, da oni plačujejo nekoga 18, 20, 30 milijonov dolarjev, potem pa gre igrati za neko reprezentanco in se tam poškoduje. Dejal je, da je Olimpijski komitej mafijska organizacija, ki zlorablja to, da oni bogato plačujejo njihove igralce, potem pa oni te igralce zlorabljajo in na račun teh igralcev oni služijo, ne te igralci. On je tudi eden izmed pristašev ideje, da bi bilo treba tudi igralce na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih plačati za udeležbo, ne za medalje. On misli, da bi morali recimo 10-krat toliko, kot so naši igralci dobili za osvojitev zlate medalje, dobiti samo zato, da bi nastopili na svetovnem prvenstvu ali pa na olimpijskih igrah. Tako da to je ena stvar, ki bi jo jaz tako na hitro pustil za vtis našim poslušalcem. To je stvar, v kateri bo nedvomno še govorila ravno zaradi tega odnosa, ki ga ima Cuban do nacionalnih reprezentanc in zaradi tega tudi Blaž, jaz iskreno povedano močno dvomim, da bo Luka, mislim, da je tudi nemogoče, tudi konec koncev bodimo resni, ni varno. Sedaj bo potoval v Dallas, nekaj dni bo potreboval, da opravi vse zdravniške preglede, da podpiše pogodbo, opravi vse medijske, preprosto tisto, kar je obvezno za vsakega igralca, da stori, zato bo potreboval nekaj dni. Prva tekma je že 28. junija, Luka bi recimo v najboljšem primeru lahko nekje priletel kakšnih 12 ur, 20 ur pred tekmo in kaj potem brez ogrevanja, direkt iz aviona, tako igral tako pomembno tekmo, pri kateri bi zagotovo imel ogromno željo proti Špancem seveda nastopiti in v Ljubljani, v Sloveniji, pred svojimi navijači še zadnjič se posloviti na najlepši način, ne dvomim v to, tako kot ti seveda, ampak to ni realno, to ni varno in igrati se s celotno kariero za voljo 2 tekem je v trenutni situaciji res bi bilo morda celo malce nespametno in zagotovo mislim, da tudi njegov agent in morda tudi ljudje, ki ga obkrožajo, prijatelji, družina, mu bodo verjetno svetovali, da to ni najbolj pametna zadeva. Ja, se povsem strinjam s tabo in mislim, da sva bila zelo izčrpna. Na začetku sva si zadala, da bova posnela nekje 25 minut, sedaj je nekaj čez. Nekaj čez. Tako kot ponavadi, ampak upam, da bo dovolj zanimivo za poslušalce. Ja, tema je vroča, jaz se moram spraviti zdajle tole skupaj in seveda potem še objaviti, nekaj ur bo vzelo, tako da ja. Kavo bom še eno tako močno kavo, kot prej si mogel skuhati in spavke dosti danes ne bom, več kot očitno ti pa tudi ne. Ja. Tako da ja, upam, da so bila dovolj izčrpna, da so podala tiste ključne informacije, saj sedaj, ko je zadeva še vroča, seveda bova o tem vsem še govorila v naslednjih podcastih, tudi o Miamiju bova še govorila in nasplošno o NBA tržnici, ki bo letos izjemno zanimiva, tako da to bi bilo to z moje strani. In tudi z moje, vsem lep pozdrav in do naslednjega podcasta. Adijo. Put your hands down! Put your head up, play!